Tukaj imamo dva pametna mobilnika, zelo podobne velikosti. No ja, s sprednje strani. Galaxy S4 Zoom je res telefon, ampak je istočasno tudi fotoaparat. Samsung je tokrat ubral malce drugačen pristop kot pri lanski Galaxy Camry. Tisto je bil fotoaparat s podatkovno povezljivostjo, S4 Zoom pa je telefon, v osnovi Galaxy S4 Mini, ki so mu dodali resen fotografski del. Samsung nam ga je posodil na podaljšan preizkus in tako bomo lahko nekaj mesecev sproti poročali, kako se obnese kot telefon in kako kot fotoaparat. Prvi vtisi so mešani. V osnovi se res obnaša kot telefon z vsem, kar na pametnem mobilniku danes pričakujemo. Prednost pred običajnimi fotoaparati pa je možnost takojšnjega pošiljanja fotografij na vse možne konce, oblačne shrambe, na družabna omrežja, po e-pošti in tako naprej. Glavna pri S4 Zoomu je njegova velikost in priročnost. Naprava ni zelo velika, jo pa objektiv z 10-kratnim zoomom precej odebeli. Da je to vseeno fotoaparat, so poskusili poudariti celo z lažnim gumbom za odstranitev objektiva in z navojem za pritrditev na stojalo, ki ga pokriva majhen čep, za katerega se bojimo, da ga bomo kmalu izgubili. Morda bi bilo bolje, če bi Samsung vgradil krajši, ampak notranji zoom, kot ga je Panasonic pri temle vodoodpornem fotoaparatu. Upravljanje aparata ni najbolj posrečeno, saj ga z eno roko praktično ne moremo uporabljati. Že za zagon je treba odkleniti zaslon, potem pa ni obročka za zoomiranje ob gumbu za sprožilec, ampak zoomiramo z obročkom na objektivu ali s tipkama na levi strani zaslona. Ne eno, ne drugo ne gre samo z eno roko. Kar je morda celo pametno, ker aparat po prvih izkušnjah drži nizko nastavitev ISO, to pa lahko hitro pomeni stresene fotografije ob daljšem zoomu. Če najdemo prave nastavitve, S4 Zoom ponuja nekaj kvazi ročnih možnosti, pa so lahko fotke zelo dobre, kot je ta pri najdaljšem zoomu. Tu pa je še prikaz, kakšen je celoten razpon zooma. Ko bomo v prihodnjih tednih Galaxy S4 Zoom bolj podrobno spoznali, lahko pričakujete naslednje poročilo.